Prepričan sem, da me v tem trenutku odlično slišite. Pa ne zato, ker bi imel kak poseben mikrofon, ampak zato, ker se vozim na elektriko. Torej, brez brnenja bencinskega motorja tamle spredaj. Auris HSD je namreč hibrid, ki uporablja enak pogonski sklop kot Prius. Tudi tukaj bencinskemu motorju pomaga elektromotor, skupnih 100 kW pa pomeni, da s tem avtomobilom sploh ne boste počasni. Tudi to, da bi vas pustil na cedilu, ko mu bo zmanjkalo elektrike, naj vas ne skrbi. Saj motor vedno skrbi, da imajo baterije dovolj energije. Jo pa dobivajo tudi s tem, ko zaviramo. V teoriji naj bi ta Prius porabil 3,8 litra goriva na 100 prevoženih kilometrov. Na našem testu je bila poraba nekoliko višja, slabih 6 litrov, predvsem zaradi tega, ker smo imeli dokaj mešano vožnjo. Če se boste povprečno večinoma vozili v mestu, bo poraba lahko še precej nižja. Na avtocesti pa bo marsikateri dizel manj zahteval. Čeprav je tale hibrid, velikih razlik v primerjavi z običajnim Aurisom pravzaprav ni. Razen značilne bele barve in teh modrih dodatkov je ta avtomobil še nekoliko bolj trd in pa ima manjši prtljažnik. Ta miniaturna ročica pripada samodejnemu brezstopenjskemu menjalniku, za katerega je značilno, da ko močno pohodimo plin, precej dvigne motorne vrtljaje in takrat je motor glasen. Takle Auris z najbogatejšo opremo stane 24.000 evrov. Če bi ga imeli samo zato, da boste prihranili na gorivu, potem se investicija ne bo izplačala. Če pa bi ga imeli zato, da boste z njim ekološki, potem pa je odličen nakup.